Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravljam se na grad Gorica, to je v sosednji Italiji, tik ob slovensko-italijanski meji. Avto sem pustila odzadaj na železniški postaji, vse to je pa potem že Italija. Pot bom nadaljevala po kolesarski stezi, ki gre do Šempetra, vmes pa bom prečkala mejo in šla proti italijanskemu Goriškemu gradu. Ta tunel je pa dolg 228 metrov. Te marjetice na stropu so pa narejene iz odpadnih plastičnih steklenic. Prostor naredijo bolj svetel, večji in živahnejši. Novogoriški oblikovalec Jure Koša je leta 2005 s svojimi sodelavci ustvaril celo cvetoče polje belih marjetic in vsega skupaj je bilo narejenih 16 000 teh marjetic iz plastenk. Najprej so bile postavljene pred mestno občino Nova Gorica in so bile tudi na prodaj po $250, danes €1. Šlo je za dobrodelno akcijo, izkupiček od prodaje pa je bil namenjen izgradnji otroškega igrišča. V tunelu sem pa zdaj prav sama in se prav sliši moj odmev. Vožnja po tej kolesarski poti je pa dovoljena tudi za avtomobile, ampak izključno za stanovalce. Tukaj smo zdaj videli mejni kamen, no od te točke pa za avtomobile in pa motoriste ni več dovoljena vožnja. Če ne pa meni osebno, to kolesarjenje po tej kolesarski stezi ni glih nekaj prav super, ker je precej sprehajalcev, tekačev, potem motoristi se tudi najdejo, mamice z vozički. Na tej točki sem zdaj prečkala mejo in smo že v Italiji. Zdaj moram iti prav nazaj, ko sem nekje vsejala očala. Tle so z dioptrija, pa mi zgor prav pridejo, ja. Zdaj sem nazaj na tej poti in zdaj se bom dvignila do gradu. Po tej poti grem pa prvič in sem prav navdušena, kako je lepo uštiman. Ne vem, nikoli me ni pot sem zanesla, pa je zelo blizu našega doma. Mislim se, če sem glih prav poštena, nisem prav prepričana, da bom prišla na grad. Ampak saj bomo videli, tle je že kar malo v hrib. Dobro, saj bo. Tle je pa tak mir, edini jaz nekaj skozi lobodram. Evo, obzidje. Super, sem prav vesela, da grem po pravi poti. Saj se mi je zdelo, ker so mi že razlagali tisti, ki tečejo, da grejo teč na grad in da tle pač štartajo. Tle pa celo malo navzdol. Ne padem slučajno. Tako da, tle so pa zdaj tiste stopnice.
ko se potem povzpnemo prav na grad. Vhod na grajsko dvorišče pa varuje tale ogromen beneški krilati lev. Je pa grad zaprt, tako da škoda, ker ne moremo gor na obzidje. Grad je pa obdan z ogromnim obzidjem in pa, kot vidimo, odrabnimi stolpi. Ta kamnita klop je bila pa včasih zagotovo najbrž en vrh lepih vrat. Zdaj gremo pa še do cerkovca pogledati, oziroma do kapelca. Če je mogoče odprta, bom pokukala še malo notri. Je taka mičkena, enkrat sem bila notri. Sem imela to srečo, da je bila odprta. Ne, zaprta je, prav škoda. Z avtom se pride pa tukaj gor in potem greste tle parkirati in si lahko potem grad ogledate. Potem se vračate pa po tej, ker je pa enosmerna. Jaz bom šla pa po teh stopnicah. Se mi zdi, da se pride, tudi še nisem nikoli šla. Grem pogledat. Mislim, da se pride, no, da bi se mogla pristati. Ja, sem mislila, kam bom prišla po tej poti, krožni. Sem pa prišla v bistvu na to cesto, kjer vozijo avtomobili gor do parkirišča.
Je pa danes kar precej obiskovalcev. Slišala sem Nemce, Angleži so tudi bili. Cesta se spusti dol v dolino, je pa kar precej ozka, sploh dol je en tak ovink, tak zoperen. Z avtom je kar na ozko. Ta predel je takšen zelo tako naroden, se vidi tudi hiše vsa poravsana. Tule tudi so dokazi, evo, ja, a vidite, ja, dokazi. Tukaj smo prišli zdaj spet na glavno cesto in bomo tik-tak spet na tistem prehodu, kjer sem jaz prečkala mejo. Tako, jaz sem pravkar zapustila Italijo in se vračam v Slovenijo. To bi bilo za danes vse. Pejte tudi vi na kak sprehod, vabljeni na grad Gorica. Bodite fajn in se vidimo. Čau!